govoril sem z nekaterimi kolegi okoli nas. Vse druge države so funkcionirale tako, da je vlada praktično vsak dan obravnavala ukrepe, ki jih je treba sprejeti, zato da se zaustavi širjenje virusa. Pri nas se to nikoli ni zgodilo. Gospod Šarec je na moje sporočilo, na moj SMS odgovoril šele v soboto, potem ko sem jaz javno zagrozil z kazenskimi sankcijami tistim, ki ne ukrepajo v tej situaciji. In še potem je rekel, da ne bo sklical Sveta za nacionalno varnost. In tukaj bom rekel vsa čast ministru za zdravje, čeprav ima svoje krivdo na začetku z nereagiranjem, ampak takrat je na mojo prošnjo potem on javno pozval predsednika vlade na tiskovni konferenci, da skliče Svet za nacionalno varnost, in potem se je to zgodilo, pa še to čez 3 dni. In ponedeljek tega tedna je bil prvi sestanek v tej državi, kjer so ministri odhajajoče vlade resno razpravljali o problemu. Zdaj resno v narekovajih, ker nekateri so bili, bom rekel, skrajno neresni. Jaz mislim, da če bi nacionalna televizija prenašala tisto sejo, bi ravno toliko ljudi bežalo iz Slovenije, kot jih je iz Italije takrat. Popoln kaos. Župani slovenskih občin so morali potem samoiniciativno, ko so videli, kakšna je situacija, zapirati posamične šole, ker pristojen minister za šolstvo ni reagiral in je potem še obtoževal te ljudi. Da ne govorimo o vseh drugih predlogih, ki so prihajali iz stroke, ki niso bili upoštevani. Tak fascikel pisem imam, ki so jih tudi meni pošiljali, pa jih nisem dajal v javnost, ko je stroka opozarjala, kaj vse treba storiti, pa se ni storilo. Mi smo milo prosili, lahko vam pokažem vse te možne dopise, da se reagira, pa se pač ni reagiralo. In ko do posledice, zakon tukaj predvideva odgovornost in se bo uveljavljala. Zagotovo.